Z gorništvom in pohodništvom se ljudje ne ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih rezultatov, temveč zaradi sprostitve, pristnejšega stika z naravo ter ohranjanja in izboljšanja psihofizične kondicije. Zato naj bi bila tudi prehrana na pohodih v funkciji zdravja. Hrana, ki jo je dobro imeti s sabo za energijo, so beljakovinske ploščice, suho sadje, rozine, oreščki, sveža limona in drugo. Najbolje je, da imamo te dodatke v žepih, tako da so vsak trenutek dosegljivi. Seveda pa ne pozabimo tudi na zadostno količino tekočine. Koliko in kakšno hrano bomo dali v nahrbtnik je odvisno od letnega časa, dolžine in zahtevnosti pohoda in možnosti oskrbe v kočah. In ravno tega se bomo dotaknili danes. Hrana v hribih je bila od nekdaj domača, pristna, tradicionalna. Spomnimo se kekca in priljubljenega mlečnega močnika. Malo moke, soli, kravjega mleka in jajce in jed je narejena. V kočah poleg standardnih jedi, kot so raznorazne enolončnice, ričet, jota, kislo zelje, žganci in klobaso, štruklji, sedaj ponudbo menija bogatijo tudi specialitete, ki jih pripravljajo pridni oskrbniki koč. Pa poglejmo nekaj najbolj posebnih. Na robleku vaše brbončice razvaja ajdovi žganci z jurjevo kapo. Golaž s kruhovimi cmoki v popečeni slanini je pravi obrok za vse ljubitelje hrane na žlico. Jed je polnega okusa in je na voljo v domu na Krimu. Rezanci z jurčki so ponos poštarskega doma na Vršiču. Ocvirkovko ali špehovko oziroma ocvirkovo potico pripravljajo v domu na Lubniku. Sedaj pa še nekaj za vse sladokusce. Že pred več kot 10 leti so v planinskem domu na Kopcah ustvarili čokoladne štruklje, ki so še danes pravi hit. Čokoladni so se kmalu pridružili še borovničevi, zelenjavni, pehtranovi, orehovi, medeni in mnogi drugi že znani in popolnoma novi okusi. S prijatelji si sedaj samo rečemo, a gremo danes na štruklje, pa vemo, da so to kopce. Čokoladne sanje so super priboljšek, ki se prileže ob čudovitem razgledu na 2050 metrih nadmorske višine v Pogačnikovem domu na Kriških podih. Zelo zanimiva pa je še ena koča, ki je sicer na 822 metrih nadmorske višine, a vseeno v koči pri Gospodični vam pripravijo pravo posebnost. V ponudbi imajo golaž v kruhovi posodi. Poleg pestre ponudbe ima koča tudi vodo iz bližnjega izvira, kar potrjuje le to, da je res vse domače. Ta izvir pa naj bi imel celo mladostne učinke. Ker so koče v teh dneh zaprte, nekatere zaradi karantene, druge pa upajmo, da se bodo skupaj z ostalimi odprle poleti, je najbolje, da si kakšno jed, ki jo sicer radi pojemo v hribih, pripravimo kar doma. Mene je ravno danes mami presenetila s celo skledo ričeta. Odličen je, a roko na srce. V hribih je hrana še boljša, saj jemo s pogledom na čudovite razglede in brez da bi grešili lahko na 1000 metri pojemo še kakšno žlico več.